Kjer je žalost, naj prinašam veselje. V tokratnem postnem času skušam odgovoriti na papeževo vabilo, da vsak izmed nas naredi korak naprej za edinost Cerkve in naroda, ali konkretno s svetim Frančiškom Asiškim. Kaj lahko jaz osebno naredim, da bi tja, kjer je žalost, prinašal veselje? Stiske in žalost, ki jih realnost epidemije prinaša v naša življenja, zapovedano razdaljo reže globoke rane v naše odnose in medsebojno povezanost. Živ stik in obisk sta zamenjala klic in ekran. Pri izvajanju pomoči Karitas nas najbolj boli, da ne moremo človeka povabiti na pogovor, se z njim srečati, ustvariti zaupen odnos. Delitev pomoči poteka ob priporočilih in razdalje. Vsi pogovori, razgovori, svetovanje, spremljanje potekajo preko telefona ali spletnih povezav. Težko je, vendar se zavedamo, da moramo zaščititi drug drugega in odgovorno ravnati v danem trenutku našega življenja, ter kljub globoki žalosti, ker ne moremo narediti tako, kot smo to vedno dostojanstveno delali, predamo pomoč s toplim pogledom, iznad zaščitne maske, prijaznim telefonskim pogovorom ali video srečanjem. To veselje sem doživel ob medicinskem osebju, ki je po 12-urnem nočnem delu v rdeči coni odhajala domov. Pričakoval bi, da bodo skrušeni, otopeli. Ne, njihov glas si slišal, ko so prihajali po stopnicah. Bil je vesel, opogumljajoč. Nasmeh na obrazu, vedrina, že oddaleč pozdrav. In na vprašanje, kako? Veder in pozitiven odgovor. Gremo naprej, jutri se vidimo, ostanimo zdravi. Te povezanosti, enotnosti, edinosti in veselja želim doživeti in dajati v tem postnem času in tudi sicer v življenju.